Lepo pozdravljeni v novem podkastu o šoli prihodnosti. V sklopu 12 podkastov govorimo o tem, kakšno šolo, osnovno šolo, imamo v tem trenutku v naši državi, kakšne so največje težave, kateri so največji izzivi in kaj je pravzaprav treba postoriti, da bomo v prihodnosti imeli generacije otrok, ki bodo zdrave, zadovoljne, pa pripravljene na čas, ki je pred njimi. Morda ste zdaj le malce pogrešali, da bi govoril uspešno in tako naprej. Ja, morda se je najprej treba vprašati, kaj pravzaprav je osnova uspeha in danes bo tema prav to. Lahko si uspešen, pa ti ne pomaga, če nisi zdrav. Zato je v osnovni šoli še kako pomembno, da imamo predvsem zdrave otroke. In gibanje pomaga. Današnja tema 12 podcastov, sicer današnja pa gibanje. En lep pozdrav trem gostom. Živjo, kako ste? Živ, v redu. Za to klopjo ne boste prav gibali danes, a prav? Ne? Ker je malce premajhna sploh za Žana. Žan, en lep pozdrav. Žan Štancer iz osnovne šole Kozje. Najprej tebe pozdravim. Kako je? Super. Je kaj treme? Ne? Te je ravnatelj Roman Gradišek vse pripravil? Ja, in gospa pedagoginja. In gospa pedagoginja tudi. Ja, in pozdravimo Marino Drofenik, svetovalno delavko na kar dveh osnovnih šolah, osnovna šola Bistrica ob Sotli in Kozje, a ne? In pa gospod ravnatelj, lep pozdrav, gospod Roman Gradišek. Ja, nič. Vas so izbrali, ko smo se pogovarjali o tej temi, da pridete v ta razred preteklosti govoriti o gibanju prihodnosti. Pa morda začnemo najprej z enim podatkom, da je NIJZ v raziskavi, ki niti ni tako stara, iz leta 2023 pokazal, da se več kot 60% slovenskih osnovnošolcev giba manj kot 1 uro na dan. Najprej, Žan, koliko ti na dan treniraš? Mislim, čez dan se zdaj večino učim, ne, in pol si vzamem verjetno kaki pol ure, 1 uro, pa grem pol ven na koš metat, pol imam še pa zvečer trening, tako da kako uro pa pol že ti mi vzame. 9. razred si, to je razred, ki je najbolj pomemben za to, da boš vplival na svojo prihodnost. Kam si se vpisal? V športno gimnazijo v Rogaško Slatino. Kaj pa drugega, ne? Gospod Roman, gibanje. Kako pomembno je gibanje? Ne tako, da rečemo seveda je, ker potem možgani bolj delajo in so otroci bolj zdravi, ampak vendarle, kako pomembno je gibanje na vaši šoli? Kaj vse počnete? In kaj ugotavljate, bova pa potem midva govorila. Kaj vse torej počnete? Ja, v bistvu tako kot na vseh drugih šolah, ne, sej ne morem reči zdaj, da smo nekje izstopajoči v tem, ampak seveda pa poskušamo otroke pripraviti na to, da bi se čim več gibali, seveda pri pouku športa, tudi pri kakšnih drugih urah, seveda med športnimi dnevi, seveda temu so tudi namenjeni. Tudi pri kakšnih drugih dnevih dejavnosti mogoče damo kaj poudarka več na gibanje. Drugače pa, rekel, že od vrtca, ne, ker imamo tudi vrtec pri osnovni šoli, velikokrat peljemo otroke na sprehod. Imamo pač to prednost, da smo v neokrnjeni naravi, bom rekel, znotraj Kozjanskega parka in par korakov od šole, od vrtca je že travnik, gozd in na ta način lahko otroke peljemo na neko zdrav sprehod. Koliko časa ste zdaj ravnatelj, oziroma bom drugače vprašal, koliko časa ste že del šolskega ustroja? Ja, ravnatelj sem 16. leto, zaključujem zdaj počasi, ne, proti koncu šolskega leta. Sem pa drugače tudi bil učenec te šole, tako da imam že 8 let podlage odprej. Dobro, pa mogoče še eno vprašanje. Se vam zdi, da se danes otroci manj gibajo? Ja, absolutno manj. No, če primerjam z mojim otroštvom, ne, mi smo komaj čakali, oziroma da smo napisali domačo nalogo, pa leteli na igrišče, ne, pa se tam družili tako in drugače. Tako da, ja, kljub temu bom rekel, da mogoče v Kozjem še vendarle hodijo otroci na igrišče, ampak bistveno manj, kot pa je to bilo pred leti. Gospa Marina, kot svetovalna delavka, kot nekdo, ki ves čas spremlja ta razvoj otrok, morda od 1. razreda pa vse do 9.
Kaj opažate, ko govorimo o gibanju, ko govorimo o razmiganosti naše mladine, ko govorimo praktično tudi o zavedanju, kaj pomeni, če se preveč polenijo že zdaj, ko so otroci? Ja, res v bistvu opažam vseh teh letih, ker sem že kar nekaj časa svetovalna delavka, da se to, kar je rekel gospod ravnatelj, da se otroci bistveno manj gibajo, da več časa preživijo zdaj pri temi vsemi napravami, sodobnimi računalniki, telefoni, televizijami in tako naprej. Ne. Opažamo tudi, da imamo seveda vse več otrok, ki imajo prekomerno telesno težo, ki potem težave na teh sistematskih pregledih zdravniki opažajo, predvsem ti šolski zdravniki, pediatri, da je slaba drža otrok, tega je ogromno. Ne. Pa tudi take težave, kot učitelji poročajo, recimo, da je nizka koncentracija, pozornost, potem težave pri branju, težave z osredotočenostjo. To je vse posledica v bistvu premora teh gibalnih izkušenj že v otroštvu v bistvu. Ne. In konec koncev tudi vedenjske težave so s tem povezane, recimo. Ne. Prav res, ko ste rekli, se upravičujem, ker sem vam takole vskočil, te kognitivne sposobnosti, da upadajo, je prav to, da ti 2 uri telovadbe nikakor nista dovolj tista glavna stvar, o kateri bi morali govoriti. Absolutno ne, nisem pravzaprav tu, kot rekel gospod ravnatelj, slovno še nad športom in veliko se sama osebno gibam. In za kognitivno funkcijo otroka je pomembno gibalna aktivnost otroka, ne, in kaže se, da je tega res premalo. Ne. Veste, saj, ko se gibaš, ne, v bistvu, takrat se telo sprosti. Sproščajo se neki hormoni ugodja, to pač te raziskave recimo razne potrjujejo. In posledično je tudi razumljivo, da je manj takih težav potem v razredu. Ne. In bi moglo biti seveda 2 uri, to je nič, ne. Ali povečati število ur, ali pa v bistvu se mi se zelo prizadevamo, da bi se gibali tudi pri pouku, med poukom, pa ne vem kaj, ampak to je to, ne. Če učitelj prepozna potrebo, potem to vključuje, če ne, se to ne izvaja. Ne. Jaz sem pred mnogimi leti, ne, se bom mogoče gospod ravnatelj spomnil, sem v bistvu vse učilnice smo obesile ene vaje Alphabet Game, gibanje z rokami, z nogami, ker sem pač predlagala, da se to med poukom izvaja, ampak ko otroke vprašam, recimo, nekateri nikoli, nekateri redko, ampak to ni to, ne. To bi moglo biti permanentno izvajano, da se neki učinki potem lahko vidijo. Ne. Ko o teh učinkih govorite, kdaj začne gibanje vplivati pravzaprav na razvoj, na otrokov razvoja? Se to začne že v vrtcu? Jaz mislim, da že v prenatalnem obdobju, koliko se mamica giba, a ne, in koliko je mama aktivna, koliko mama hodi, peče, se rekreira. Že takrat, veste. Potem pa seveda pomembna več čas, ne. Žan, tvoja mama tudi veliko giba? Ali pa tvoj oče? Ja, oba, mislim, ati je vojak po poklicu, mama je pa policaj, ampak je imela tako eno, zdaj že na bolniški 2 leti, ker je imela operacijo gležnja. In ona, ko je bila za našo šolo, je tudi suvala kroglo, pa je bila povabljena na te mlajše olimpijske igre, ampak pol ni šla, ker je bila nervozna, ker kao ne bi nobenega poznala in to. Ampak, se pravi, tvoj oče in mama sta pravzaprav tista, ki sta ves čas vzpodbujala šport v vaši družini? Ste skupaj hodili, ne vem, na sprehode, na kakšne poti, v kakšne hribe, gore? Ja, z mamo sem hodil na sprehode, atijom pa smo vedno šla na igrišče, na koš metati. Kako pa je med tvojimi sošolkami in sošolci? Koliko gibajo? Kaj bi rekel? Mislim, v našem razredu ne bi rekel, da bi se da tako nekdo ful kaj dela po šoli. Razen 2 sošolca manjko sta trenirala nogomet, ampak zdaj ne, ker je premalo otrok, ki v klubu in niso mogli narediti selekcije. In zato bolj tega ful manj. A se kdaj pogovarjate o tem, to, kar smo prej slišali, da je gibanje v resnici pomembno, ne? Da ni prav fino, če si že pri mladih letih predebel samo zato, ker ne gibaš, in da bi morda bilo prav, če bi se večkrat dobili na igrišču? Mislim, ja, smo se že pogovarjali, samo se tako vedno nobenemu ne da, mislim. Ja. Se prav, takšen odgovor je
iskren. Ne? Zato sem vesel, kadar pridejo tudi šolarji, osnovnošolci v to šolsko klop. Gospod ravnatelj, gospod Roman, to, kar smo slišali od Marine, pravi, saj sem predlagala, da bi vedno malce telovadili. A je treba ta pogovor o pomembnosti gibanja unesti morda tudi v šolsko zbornico, tudi med kolektiv, pa ne zato, da ne bi vedeli, ampak najti tistih 5 minut časa, da lahko to tudi izvedejo. Ja, mogoče se premalo o tem pogovarjamo. Mogoče bi bilo potrebno vsake toliko časa to osvežiti tudi med učiteljskim zborom in jih opomniti na to, da je to za otroke pomembno. Kdo pri vas skrbi za telovadbo, za športno vzgojo? Učiteljica ali učitelj? Učiteljica. Kako je ime? Greta. Kaj pravi? Kaj ona opaža, naprimer, v zadnjih nekaj letih, ko skrbi za gibalno motoriko, naprimer? Ja, v bistvu opaža to, da imajo otroci manj radi pouk športa. Včasih, ne vem, je velika večina otrok imela šport tam nekje na vrhu, med priljubljenimi predmeti. Danes pa ni več to, je pa že marsikomu tudi ne bi glih šel na šport, ne bi mu bilo boljše, če bi kaj druga imel tisto uro na urniku. Tako da opaža to, da ni tega interesa več toliko, tudi za kakšna tekmovanja atletska, recimo, je vedno težje dobiti kakega otroka, ki bi pa bil pripravljen teči, Se Žan ve, da je edini tekel recimo letos na tekmovanju za kakšne mete pa skoke, še mogoče, ko je treba malo manj vložiti truda za teke, je pa že težko prepričati otroke, da bi tekmovali. A se kot svetovalna delavka spopadate tudi s kakšnimi temi opravičili, ki niso prav resnična, ko gre za telovadbo, ko gre za športno vzgojo, da se izognejo vadbi? Je tega tudi več, se pravi nekih razlogov, zakaj kdo ne more telovaditi 2-krat na teden? Ja, zdaj ne bi rekel, da je tega zelo veliko. Kakšni posamični primeri so bili v času moje prakse tega dela, da se kakšni deklici, to je bolj tako 7., 8., 9. razred, to so mladostniki, ker se res manj gibajo, kar pa povezano tudi z rastjo, pa z čistim razvojem, se to nič ni novega. Drugače pa je večina opravičljivo. To ni nek pojav, ki bi ga recimo zasledila, da bi bilo tako množično. Kakšni posamezniki so to bili? Tudi v mojem času, pa še v vašem verjetno tudi. Omenili ste, da je morda vedno manj zanimanja ravno za atletiko. Žan, zdaj ti si košarkar, vidim tudi tvojo majico. Luka Dončić, po noči verjetno kdaj vstaneš, da pogledaš, kako igra, ali pa vsaj zjutraj preveriš? Vedno. Vedno? Tukaj so si kar podobna, samo da imam nekaj centimetrov manj od tebe. A takšni zvezdniki, kot se naprimer Luka Dončić ali pa Tadej Pogačar, Benjamin Šeško, Janja Garnbret, pa se zdaj bi lahko še našteval, a vplivajo na to, da se, ne vem, več o športu pogovarjate, če že ne športate? Ja, mislim, v razredu ful jih ne igra nobenega športa, ampak se vedno pogovarjamo, naprimer o Dončiću vedno, pa o Lakersih, pa ko so ga zamenjali, to se je takoj razvedlo v naši šoli. Aha. Se pravi, ni problem, da športa ne bi imeli radi, ko govorite o športnih dosežkih in naših športnikih, samo ko je treba športati, takrat pa malo upade. No in zdaj vprašanje, seveda, malce se gibamo med hecnimi, ampak tudi med resnimi. Koliko športa bi bilo potrebnega v osnovni šoli v, ne vem, enem šolskem letu ali pa v enem tednu, enem mesecu morda? O kakšnih številkah sploh govorimo, ki bi bile takšne, kot so za Slovenijo potrebne? Hkrati bi morda samo dodal, da Slovenci smo vendarle še vedno v vrhu, ko govorimo o gibanju, o ne preveč prekomerne teže mladostnikov, imamo športni karton, kar je seveda svetovni fenomen in tukaj ves čas beležimo, kako nam gre in tudi skozi te rezultate seveda vidimo ta padec gibljivosti, ampak vendarle, če gremo skozi številke, v kakšnih številkah torej bi morali govoriti? Ja, jaz mislim, da bi otroci v osnovni šoli morali imeti vsak dan 1 uro športne vzgoje, to bi bilo najmanj, kar je potrebno.
Potem bi se mogoče še vrnil naprej, ker je gospod ravnatelj razlagal, ko ste ga vprašal, kam umestiti to, če se lahko izvaja, kako bi učitelji imajo zelo natrpane učne načrte, potem tudi zelo natrpane ure, ne? In tisti, ki so bolj usmerjeni v to, da dosežejo vsa ta akademska znanja, ki so predpisana, seveda si ne bojo vzeli čas za to minuto za zdravje, pa za ne vem kaj. Če bi se tudi učni načrti sprostili, veste, da bi pač bilo manj po obsegu te učne snovi, bi učitelj dobil prostor tudi za te aktivnosti, pa ne samo gibanje, saj so še druge stvari, ne? In bi po mojem bilo tudi v tem delu več gibanja, ne? Potem je še pa to, ko giba vsak dan otrok sam, ne? Vi ste prej neke podatke omenjali, ampak jaz mislim, da je tam od 60 do 90 minut po tej svetovni zdravstveni organizaciji nek predlog, da bi se otroci morali gibati, ne? Ampak to ne sem tako, najbolj sem občutljiva na to, ne sem ta gibanja, ki so tako ciljno usmerjena, ta treningi, to spontano gibanje, ta spontana igra, ta je ključna, ne? Tega se več otroci danes ne igrajo, ali pa se igrajo veliko manj. Morda to spontano gibanje, osnovna šola Prebold ima en projekt, ki se imenuje gibalni odmor, to so 5-minutne vaje med poukom, to je to neformalno gibanje, morda se vam zdi, da lahko kot ravnatelj bi vplivali na to, da bi nekih teh 5 minut vsak razred na dan nekje našel? Ja, vsekakor kot ravnatelj bi moral imeti ta vpliv, no, da bi to. Je pa seveda vse povezano, ne, z tudi nekimi organizacijskimi zadevami. Mi smo recimo šola, ki ima veliko večino učencev vozačev in smo vezani tudi na javne prevoze, recimo, da odhajajo iz šole in v bistvu že vsakih 5 minut zamika nam kar velik organizacijski izziv predstavlja, kam zdaj to spraviti, ne. Drugače pa ja, mislim, da bo to vedno bolj potrebno. Tudi kot ste že omenili športno-vzgojne kartone, vsako leto malo naredim pol primerjave, ne, ker me pač zanima, kje smo pa zdaj naša šola v primerjavi s slovenskim povprečjem. Moram reči, ne, da še nekaj let nazaj, ne, smo bili precej nad povprečjem, ne, zato ker smo pač podeželska šola in se morajo otroci mogoče malo več gibati tudi doma, ne. Ampak zadnjih nekaj let pa smo že čist padli tudi tu v povprečje, tako da tudi tu ni več nekega, da bi rekli, boljših dosežkov pri športno-vzgojnem kartonu. A o tej temi se vem, da je velikokrat v medijih, da velikokrat takole malce govorimo, ampak ko se pa dobite ravnatelji, ko vas obiščejo strokovnjaki iz Ministrstva za šolstvo, a o tej temi govorite, pa ne samo govorite, ampak se o tej temi pogovarjate tudi tako, da se konkretno postavljajo kakšne zaveze za prihodnost? Skoraj, da bi moral reči, da ne, no, da bi zdaj bilo to gibanje izpostavljeno kot neka tista stvar, to pa moramo narediti, to pa je potrebno, tako da mislim, da je tu še, imamo še rezerve, da bi morali to postaviti. Ravno so se v avtomobilu pogovarjali, prišla je pa spet okrožnica iz ministrstva, kar piše, to sem prav zastrigla za šese, ko sem je brala, kaj sem rekla, 8. točka, prav v 8. točki piše v področju gibanja in smo prvič dobili od ministrstva tako kot eno predlog pa napotilo, da na šole čim več pozornosti posvetijo gibanju na podlagi raziskav nevroznanstvenikov, ne, to je utemeljeno in tam do zdaj še to ni bilo, koliko se vemo, ne. Ministrstvo poziva šole, da več pozornosti posvetijo gibanju ravno zaradi tega razvoja teh kognitivnih procesov pa celostnega razvoja, recimo, ne, kar ste prej omenjali. In tam predlagajo tudi, ne, rekreativni odmor, gibalne odmore, potem kaj sem še rekla, gibanje kot metoda dela pri pouku, pa sodelovanje na teh dnevih športa, to, kar je septembra v slovenskem prostoru, pa zdaj je tudi nek teden mednarodnega športa. Zame je to bilo zelo v redu, ker je bilo to prvič v strani ministrstva. Ja, na Danskem, na primer, imajo te aktivne razrede, ker ste rekli, ne, da se nekaj dogaja. 20% pouka se tam odvija stoje v gibanju.
morda celo na teh deskah, ne, kjer stojijo zato, da lovijo malce ravnotežje. Koliko ur na dan, Žan, presediš v razredu? Če zdaj malce pomisliš, pa greš skozi tvoj urnik. Poprečno kakih 6-5 ur na dan. 5 ur na dan presediš, a ne? Imate pri kakšnem predmetu, telovadba zdaj ne šteje, no, pa odmor tudi ne, da učiteljica večkrat na mesec reče, ok, kakšno stvar gremo pa početi ven v naravo? Ne, moramo pač mi vprašati, pa še to ponavadi nam pač ne dovolijo, da bi šli naprimer ven naravo imeti pouk ali pa nekaj, mislim. A misliš, da bi to drugače delovalo? Se pravi, predstavljaj si zdaj, kateri predmet ti je najbolj všeč ob telovadbi? Zgodovino. Naprimer, da bi se sprehodili res ven in se o zgodovini pogovarjali pod sosedovo lipo, naprimer. Ja, bi bilo kar boljše, ne, bi si mogoče kdo več zapomnil, ker bi bil bolj sproščen, pa ne v zaprtem prostoru, mislim. Ali bi si kdo zapomnil manj, ker bi bilo preveč sproščeno, kar verjetno skrbi učiteljica? Ja, ne vem, verjetno ne. Ok, 5 ur na dan. Ampak mogoče je Žan pozabil, biologinja naša vas redno pelje vas, Žan. Zunaj imam... A za zgodovino sem ga vprašal. In oni so večkrat zunaj, tako da mogoče Žan zdaj tako spregledal, jaz verjamem. Ja, moje vprašanje je, če bi bila takšna praksa pa izvedljiva, naprimer. To bom potem seveda tudi ravnatelja vprašal, ker verjetno to pomeni, če gremo ven, je ura takoj krajša, preden se seveda vsi obujajo, oblečajo in tako naprej, ampak če je na koncu izkoristiti večji, ne, bi pa morda veljalo poskusiti še kje druge kot pri biologiji, vsaj enkrat na mesec. Sprašujem, ne vem. Ne samo enkrat na mesec, kar večkrat bi bilo smiselno. Žan je že rekel, se sprostimo. Če si sproščen, se lažje in boljše učiš. To so stvari, ki so čisto znanstveno potrjene. Če so otroci, če so sproščeni, če se počutijo v redu, je tudi manj možnosti, da so agresivni. Ker če se počutiš v redu, nimaš razloga za to, da bi se tam neki konflikti nastajali, pa bi se pretepali. Jaz bi se vrnil nazaj, tisto, kar na šoli v Kozjem, ker če bi mi ne imeli te ceste med velikim športnim parkom in šolo, bi mi imeli še čist veliko drugih oblik, bi jih lahko izvajali. Ker sem pa jaz na 2 šolah, na 2 šoli imamo pa prav to šole izhod na igrišče in na tekaške steze, ne vem kaj. In to je bila tudi moja ideja in resnično res podpiram gibanje in vem, zakaj ga. In smo takrat mi recimo praznovali 25 let zdrave šole in smo ga praznovali skozi gibanje. To je pomenilo, da smo vsi prehodili 25 krogov po tej tekaški stezi. Ampak hočem samo to povedati, hodili so otroci, delavci šole, tudi vsi smo hodili, tudi kuferce, tudi mamice z vozički, da so te kroge nabirane. In takrat je meni učitelj športne vzgoje rekel, veš kaj, Marina, na en nov način smo se povezali. In še lepo sem se zavedala, v bistvu, kaj smo naredili s tem, da smo v bistvu na ta način. Ampak od tega zdaj že 7-8 let, še danes otroci hodijo, še danes vsi hodijo. In tudi jaz grem z otrokom, ki ima hude vedenjske težave, greva hoditi in delava nekaj krogov in se takrat pogovorijo vse, kar je potrebno. In ta fant, ki je hud vedenc, on je sam prepoznal, da ko se giba, se nekako razelektri ta jeza v njemu, ker ima težave z čustvom jeza. In on recimo gre z učilnice na poti do mene, večkrat ne pride do mene in potem reče, gospa Marija, nisem rabo, ker sem se že umiril. Ja, dobro ste rekli. Tudi WHO je 2023 prav dejal, da otroci, ki so fizično aktivni, imajo pač manj težav z anksioznostjo, depresijo, motnjami pozornosti in s takšnimi stvarmi, kot pravite. Potem sem to še vedela, da sem potem en dan srečala, zjutraj sem prišla v službo in sem po tej tekaški stezi srečala fantka, 2. razred. To so stvari, ki mi osebno res dajo največ. In je kar hodil, pa sem že prišla tudi z enim fantom ven, on še kar hodil in je tisto jutro prehodil 10 krogov, po 200 metrov je tekaška steza. 2. razred je bil in tudi s prekomerno telesno težo. In je rekel, sem si zadal cilj, to moram prehoditi. A se da to cesto kaj skrajšati tam pri vas, ali kam premakniti? To je
cesta prometna mimo. Ne? Tako da naši otroci ne morejo takoj šole na ta. Je treba seveda iti organizirano, varovano. Maj pa velik športni center takoj blizu, ampak to je notrenost. Gibanje na svežem zraku, isto je to pomembno. Ne? Osebno mislim, da na razredni stopni tako tudi večkrat grejo, tam je malo lažje, ne, ker so pač ista učiteljica več ur zaporedoma v razredu, tako da tam večkrat izkoristijo tudi to, da grejo v športni park. Zdaj, na predmetni je pa malo teže, ker se je pač treba urnika držati, pa je treba biti do odmora nazaj, pa tako kot ste rekli, ne, pa se preobud prej, pa preobud potem, ne, in potem je to takoj gre nekaj v tej učni ure stran. Če na eni strani vemo, kaj gibanje prinaša, ne? Če vemo v resnici, da zdaj premalo gibamo, da včasih smo res otroci šli po pouku ven na igrišče, v gozd, na travnike, danes je pač to nekoliko drugače. Na drugi strani pa rečemo, časa je premalo, ta učni proces je tako zapolnjen, da je težko najti. Potem pride še okrožnica, ne, vendarle posvečate več tega, več pozornosti gibanju. Moje vprašanje morda za vaju, Žan, ti tudi še prideš na vrsto s kakšno dobro idejo, malo razmisli, kaj pa lahko oziroma kako pa lahko to gibanje vendarle bolj porineš v ta učni proces brez reforme. Se pravi, brez da se zdaj pogovarjamo o nekih velikih reformah, ampak da rečeš v redu, mi res to razumemo, kje začeti, kaj torej narediti? Jaz mislim, da je zelo veliko odvisno od nas. Ne? Zdaj, če sem od mene kot svetovalnega delavca, od učitelja, najprej kakšen pomen sam daješ gibanju. In koliko razumeš, kako vpliva gibanje na zdravje v bistvu, dolgoročno. Ne? Je to prva stvar. Potem je seveda treba se izobraževati, je treba tudi vedeti, kaj je primerno, pa kaj ni, pa kaj ima določene učinke, recimo. Ne? Pa še vedno mislim, da ni nič narobe, če 5 minut, ure od 65 minut posvetimo gibanju, ker bodo otroci potem hitreje usvojili to učno snov. Tudi hitreje si bojo zapomnili. Ampak torej, recimo, predlagate učiteljicam in učiteljem? Jaz sem to že predlagala na obeh šolah. Kaj so rekli? Že prej sem rekla, eni to izvajajo, eni ne. In preko otrok to zvem. Jaz recimo imam 2 otroka in imam učno pomoč in moj gospod ravnatelj ima blizu mene pisarno in mislim, da vedno sliši, ko mi pri vsaki uri telovadimo. Pri vsaki uri na koncu naredimo te vaje in ni žal, ne otrokom, ne meni, ker vem, kako učinkujejo, recimo. Ja, zdaj ste prišli za to klop, v to klop, ne. Pa še takole, zdaj malce navijamo kot ravnatelj, ampak se bom kar ponovil vprašanje, ne. Kaj bi bilo potrebno storiti, ne reforme, ampak nekaj teh majhnih detajlov, naprimer z novim šolskim letom, da bi vendarle, ne vem, lahko čez leto dni tukaj sedeli pa bi rekli, ja, mi smo pa lani popolnoma spremenili razmišljanje o gibanju. Ja, verjetno se bomo morali, ne vem, na uvodni konferenci pred novim šolskim letom pogovoriti o tem, tudi da pridejo strani učiteljev kakšne ideje, ne, ker zdaj, če sami dajo idejo, pol jo tudi raje izpeljejo, kot če to pride od zgoraj navzdol kot nekaj, kar morajo početi, tako da mislim, da bomo to tudi naredili pred prihodnim šolskim letom, pa upam, da bo padlo na plodna tla. Ja. Prepričana, da bo. Aha, no. Vidim, da je vloga svetovalne delavke lahko zelo velika, ko govorimo o športu. A ne? Tega si morda kdo niti ni mislil, ker načeloma verjamemo, se ukvarjate s težavami in problemi otrok, ampak mogoče z tega vidika, na kaj se gibanje vpliva, ker so to procesi, s katerimi se mi ukvarjamo in je v bistvu razlog za te težave, sem že prej rekla, premalo teh izkušenj v zgodnjem otroštvu. To so pač tudi vse raziskave pokazane in potrdile. Žan, evo, ti si mlad, videl si 9 let osnovne šole, našel si se v športu, vpisal si se v športno gimnazijo. Kaj bi pa ti svetoval? Zdaj lahko rečeš, kar hočeš, kar tako ali tako zapuščaš osnovno šolo, ne? Ampak ja, kaj bi pa ti svetoval svojim učiteljicam in učiteljem? Kje bi lahko našli še nekaj prostora, da bi se o gibanju morda več pogovarjali in dejansko tudi gibali? Ne vem, mislim, mogel bi vsake tuk cajta na kakšne 2-3 mesece bi rabili prav organizirati en dan, kjer bi se pogovarjali o gibanju, pa kako je to pomembno za nas.
In pač bi se rabili samo pogovarjati, pa pogovoriti, pa pol narediti vaje, kakršne drugačne, za dihanje, za vse. Kdo je pa tebi povedal, zakaj je gibanje tako pomembno? Ati, ker sem bil tudi par let nazaj, tudi sam sem bil debel, pač prekomerno telesno težo in me je hotel nekako spraviti v šport, ampak nisem vedela kaj. In potem sem se pa pač zaljubil v košarko. No. Pa še potegnil si se, a ne? Pa si kdaj tako utrujen zvečer, na primer, zaradi športa, da potem ne moreš opraviti drugih stvari? Res je, ja. Vsakič, ko prijem iz treninga, se mi ne da iti učitelj pa naloge narediti. Samo pol pač moram, ker drugače ne fajn pol doma. Potem ni treningov? Ja, pol res ni trening. Velja neko prepričanje, da športniki, kar si seveda tudi ti, vendarle znate svoj čas bolj pametno razporediti, ker točno veste, če bom vse naredil, me čaka trening, zvečer pa seveda počivam lahko. Ja, mislim, to se mi zdi zaradi tega, ker so športniki tako bolj disciplinirani, pa bolj, ne vem, pol si znajo urnik sestaviti pa vse. Ker moraš, ko si športnik, moraš res hrano, moraš paziti, treninge, fizične, na tehniki, vse. Hrano si omenil, kako je s hrano čisto zares? Je tukaj tudi mama in oče, sta ona dva tista, ki ti povesta, kaj boš jedel in to je to? Ali ste se na primer o tem pogovarjali na treningih, da se že tam pogovarjate o pravi prehrani ali celo v šoli? Mislim, vse posod se pogovarjamo o pravi prehrani. V šoli, doma tudi poskušamo zdaj najti neke kombinacije, ko jih vsi jemo, pa da so tudi dokaj zdrave. Na treningih pa še nismo prišli tako dalje. No, ob gibanju sem seveda želel reči tudi kakšno prav o prehrani, ker ko govorimo o prekomerni telesni teži, je treba dodati tukaj gibanje in prehrano. Tudi s prehrano smo morda šli v kakšno smer, v katero pred 10 leti ne bi šli. Ne? Kako je s prehrano? Vemo, da se tudi o tem veliko pogovarjamo, pa vendarle, a se vam zdi, da otroci jejo tisto, kar je zdravo, enako radi kot tisto, kar ni, kot v naših časih, ko seveda nismo bili prav veliki ljubitelji kakšne polente in kaj podobnega, pa bomo potem razvili to vprašanje naprej. A se s tem kaj ukvarjate v šoli? Seveda se ukvarjamo. To se lahko povem, kaj mi povedo kuharice, pa naša vodja prehrane, ne? Da načeloma na šoli zelo zdravo kuhajo, se zelo trudijo, sestavljajo jedilnike z zdravimi jedmi. In seveda tisto, kar je zdravo po okusu, ni tako dobro. Ne? Ampak šola kozje, moram reči, prav vztrajajo in so se otroci navadili že marsikatere hrane, ki mogoče na začetku niso marali. Ogromno se poje juh, zelenjavnik, takšnih, drugačnih, kar recimo na drugi šoli dosti manj. Ne? Tako da seveda je pa bolj dobra pica, pa kakšne sladkarije, pa hrana, ko vemo, da je pač po okusu bolj dobra, ampak je manj zdrava. Ne? Naša biologinja se zelo ukvarja s tem, pa tudi zelo dobro sodeluje z kuharicama in mislim, da imamo mi dosti dobre jedilnike, ne Žan? In zdravo, sestavljene za zdravo prehrano. Vse pojejo tvoji sošolci takoj? Ker si rekel, da res je, to pomeni, da radi pojeste to, kar kuhari pripravijo? Ne pojejo vedno vsega. Mislim, se jaz tudi ne, ampak... Tako kot vedno, ja. Ne pojemo vedno vsega, mislim, ne more nam vse biti všeč. Seveda. Ampak pohvalite pa, ha? Ja, to je To je pa dobro. Dajemo pa na šoli kar precej poudarka na zdravi prehrani. Tudi vsako leto organiziramo en dan dejavnosti, odgovorni smo za svoje zdravje, ker je tudi prehrana ena od tem, s katero se ukvarjamo. Pa tudi gibanje, ne? Tudi delavnico gibanja imamo in to imamo zdaj že kar vrsto let. Vedno vsako leto en dan, ki mu rečemo, odgovorni smo za svoje zdravje in takrat pride tudi vse to. A kdaj naletite morda pri učiteljih, pri starših ali pa pri učencih tudi na odpor, ko govorimo o tej hrani pa o gibanju, da vendar reče, pustite nas, no, saj to je pa naša stvar, kaj jemo in kako telovadimo? Jaz te izkušnje nimam, da bi prav tako bilo. Ne? Da pa kaj pokomentirajo, pa seveda. Ne? Pa da enkaj ne ustreza. Pa bolj na področju prehrane, gibanja ravno ne. Se mi zdi, da se kar dosti bolj zavedajo.
Mogoče je bolj to, ne, da je pač pri starših neka potuha. Ne, sej, če ne bo v šoli pojedel kosila, mu bom pa jaz takoj, ko bo prišel domov, pa ponudila tisto, kar pa on rad je. Ne. To je... Te potožiš doma, da te silijo, da tem poješ. Ne. Dobro, zdaj smo obdelali ta del, šolski del, koliko se vi ukvarjate z gibanjem in kaj lahko spremenite. Malo smo se dotaknili tudi prehrane, ampak naprimer ena taka zanimiva stvar je otrok, ki giba bolje misli, bolj sodeluje, lažje obvladuje napore vsakdana. A se ti zdi, da je napor vedno večji, da je težko biti danes učenec v šoli? Ja, res je, zaradi tega, ker zdaj nam namečejo na koncu leta vse ocene in pol moraš najti neko stvar, s katero se sprostiš lahko. In za mene je to, naprimer, da grem na koš metat za uro pa pol, pa grem se pa nazaj učiti. Odlično. Pa moramo povedati, da se tega odgovora niso za to vprašanje odgovor se niso prej dogovorila. Tudi vi, ko ste bila morda 10-15 let mlajša ali pa ko ste sedeli v šolskih klopeh, a je bilo takrat preveč vsega, kdaj? Ko sem jaz sedela v šolskih klopeh, ni bilo nič vsega preveč, ker se sploh ne spomnim, kdaj sem se kaj učila. Spomnim se pa, da smo bili veliko zunaj, pa se veliko gibali, pa vse posod veseli. Se tja sem vas želel peljati in enako tudi vas zdaj, ne? Ja, tudi v vaši mladosti verjetno, a ne? Tudi jaz se sicer ne spomnim, da je bilo vsega preveč, ampak vedno se spomnim, da smo bili zunaj. Ja, točno tako. No. Ne vem, jaz nimam tega spomina, ne, da bi pa bil preveč obremenjen zaradi šole, da zaradi tega ne bi mogel iti popoldan na igrišče s prijatelji. Sploh ne, no, mislim, da... Naprimer, v Kanadi sem bral, da je tam običajno oziroma se pripravljali, da 2 uri tudi šolski preživijo izven šole, da so si prav, ne seveda v vseh šolah, ampak da načeloma je zdaj nekje trend, da 2 šolski uri na dan v šoli preživijo izven. Morda še to eno vprašanje, kako pa to res izgleda, ko naprimer dežuje, ne? Ker vedno Slovenija vendarle je dežela, kjer imamo 4-letne čase, 3 sedimo v šoli, poleti smo pa doma, no, ampak a ne? Koliko pa to vreme vpliva na, da rečeš, aha, dobro, ven danes ne gremo, danes odpade. Iščem razloge, da bomo potem prišli do konca, da jih prav veliko sicer ni, da ne bi vsega tega upeljali. No? Mi je kar všeč, ker sem jaz socialno videla po svetu veliko držav in šol, ker hodijo otroci v vsakem vremenu ven, imajo šole pelerine, škorne in to je vse običajna zadeva. Ne? Moram reči, da pri nas je z leta leto boljše, vrtce opažam, imajo že tudi škorne pelerince in grejo ven v vsakem vremenu. Ne? V šolah še to ni, tako da bi to bilo čisto res. Dostikrat, če dežuje, najbrž ne grejo ven. Ne? Sicer se mi pa zdi, bomo predstavili športni rad, ne? Ja. Da bi v bistvu pa morali iti. Se poznate tisti pregovor, ki pravi, da ni slabega vremena, samo slabo oblečeni ljudje obstajamo. Ne? Nekaj takega, ne? Da praktično bi se dalo v vseh razmerah se da biti zunaj pa biti aktiven. Ne? In to ni izgovor. To je izgovor, v bistvu. Ja, kolikokrat pa se predstavi takole potem res športni dan zaradi slabega vremena? Vse, ne? Ja, bi rekel, mogoče vsako šolsko leto eden že pade, ne, na slabo vreme, mislim, že po statistiki. Zdaj, jaz se tudi spomnim, da smo predstavljali zaradi slabega vremena pohode in verjetno tudi v vašem času. A ne? A je torej malce iluzorno pričakovati, da bi bila pa takšna stvar, da bi rekli, dobro, na naši šoli pa res rečemo, ni slabega vremena, ste samo slabo oblečeni, jutri vseeno gremo na pohod? Žan, kaj bi rekli sošolke in sošolci? Ja. Mislim. Ne bi bili veseli, ne? težko najbrž, ampak jaz mislim, da bi bilo potrebno pripraviti starše, da je treba nekaj začeti. Ne vem, že vstopu v šolo, da se dogovorimo. Pri nas bomo pač šli in imajo takšno opremo, otroci sabo prinese. Marsikaj se da, če je volja, pa če si pripravljen. No, pa če gremo zdaj v to, kaj bi se torej lahko zgodilo. Jaz sem tukaj napisal šola prihodnosti. Vemo, da bo v šoli prihodnosti verjetno veliko več tehnologije, več se boste ukvarjali tudi na športni gimnaziji, morda za umetno inteligenco, ki vam bo kazala, kje je najboljša podaja ali pa kaj podobnega, ne? Ali pa vam bo robot podajal žogo. Sem videl, da se to že kje dogaja. Ampak vendarle, v šola prihodnosti torej brez gibanja in telovadbe ne bi smela obstajati. To se strinjamo. Je res, Žan?
Res je. Kaj so tiste stvari, ki jih moramo torej postaviti čisto na vrhu, ko bomo naprimer naredili nov krog pogovorov, a ne, zdaj se že piše ta nova zakonodaja in ni več prostora, kot ga je bilo za telovadbo. To smo se že dogovorili, da ne, ker je tako poln naš učni sistem, da še za 1 uro telovadbe pa res ne. A smo se kar udali torej? Jaz mislim, da se ne bi smel, da bi to moral biti cilj. Tudi če zdaj ni šlo skozi, pa mogoče bo. Kaj pravijo svetovalni delavci, s katerimi delate, ko se dobivate na vseh teh kongresih, naprimer? A se boste kar udali? Ne, svetovalni delavci se običajno tako ne vdamo. Ne? In pa opozarjamo na pomen gibanja in bomo tudi opozarjali še naprej. In mogoče smo tudi zato zdaj to okrožnico sprejeli kot dobro, ker vseeno je to en korak. Ne? Zdaj naprej pa mislim, da skupaj s športnimi pedagogi, da se lahko še marsikaj vseeno spremeni. Ne? Ker šola prihodnosti, ne, to, kar ste rekel, bo v bistvu res šola, ker bo več ali manj za neko tehnologijo se delalo. Ne? In se mi zdi, da bo učitelj, ravno tukaj na učitelju to, da bo poskrbel za te druge veščine. Gibanje, medsebojni odnosi z otroci, pogovarjanje o učni snovi. Vse oni se bojo vse naučili preko drugih stvari. To se mi zdi ključno v šoli prihodnosti. Žana, si predstavljaš, da bi se zbrali tvoji prijatelji in prijateljice, ki ste športniki in bi stavkali? Dokler ne bo enega dneva več na teden s telovadbo, vi ne boste hodili k matematiki. Oprosti, ker se ti dal to idejo šele na koncu. No? Ne? Ja, bi bilo kar fajn, no, da bi imeli pol verjetno malo bolj, kako bi rekel, uravnovešeno z vsemi drugimi predmeti, tudi športno, ali pa kaki dan, da bi šli ven, ali pa nekaj takega. Koliko telovadbe bo na športni gimnaziji? 6 ur na teden, se mi zdi. A se veseliš? A si predstavljaš nekoga, ki pa res ne mara telovadbe, pa zelo rad riše, da bi moral, ne vem, 5 ur na teden v osnovni šoli pa še telovaditi? Ne vem, mislim, ne morem si predstavljati. Res. No in zato zdaj morda za vas, ker ste ravnatelj, dolgo leta že spremljate vse te učne procese, en argument, ne, zakaj pa bi res morali vsi ravno telovaditi, saj gibanje je tako širok pojem, da se lahko gredo sprehajati, ampak vendarle, če bi telovadbi dodali še nekaj ur, zakaj ne bi potem morda tudi likovne umetnosti? Mislim, idealno bi bilo, da bi lahko vsakemu po njegovih interesih namenili kakšno dodatno uro, ampak tega seveda ne moramo narediti. Ampak dobro, gibanje je to, kar smo rekli, ne? Gibanje je predpogoj za zdravje, zato je mogoče bolj pomembno, da bi bila kakšna ura več v primerjavi z risanjem mogoče. No? Če bi bil ti ravnatelj in bi imel vso moč, kot jo ima tvoj ravnatelj, čeprav oba veva, da ni res, a ne, gospod ravnatelj, ne, in bi imel pred sabo še 1 leto, ko bi ti lahko seveda ustvarjal 9. razred. Kaj bi na začetku šolskega leta rekel učiteljem in učiteljicam, kako ne poskrbijo za več gibanja v tem šolskem letu? Aha, se pravi, na vsaka 2 meseca šolskega leta bi imeli dan posvečen gibanju, pa pogovoru o gibanju, pa lahko bi priredili kakšna tekmovanja športna za neko nagrado, ne vem, da 5-krat lahko si brez naloge, pa ne bo nič narobe, mislim. Ne vem, tako idejo sem vedno imel, že od takrat, ko sem prišel v 1. razred, že od takrat. Ni slaba, ne? Lahko si pripišete zasluge zanj, ker ste ga pripeljali sem, jaz sem ga vprašal, vi pa drugo leto to izvedete, a? Kaj pravite, ne? Ja, nič, vse bom vas isto vprašal, ne, glede na to, da je res ta pogovor, eden od 12 namenjen prav temu, da vidimo, kje smo, koliko gibamo v tem primeru našem in kaj lahko naredimo. Sami ste rekli, ja nič, se bo pa treba morda novega šolskega leta drugače lotiti. Zdaj se ga morate, ker če je minister poslal okrožnico, je to skoraj da zapoved, kaj? Tako je. Bomo. In vi, jaz vem, da boste svetovala, ne? Absolutno. Že ko sem to okrožnico brala, sem se odločila, da bomo eni stvari ponovili, pa videli, kje smo, pa kaj smo delali, ker smo se že v bistvu na nek način
to, kar sem prej rekla, te vaje, ki sem jih predlagala, da delajo med poukom ali pa pred poukom, se pač ne izvajajo tako, kot smo se dogovorili, bomo vsaj to ponovili. To sem se že tako pri sebi sama odločila, ne? Da malo pogledamo, kje smo. Idej pa je še veliko, po moje, pa tudi Žanova ni slaba. Žanova je odlična, ne? Ali pa, naprimer, da celo uro poslušaš v stoje. Ne? Včasih so to počeli za kazen, ne? Danes bi morda za zdravje. Ne? Ja, hvala lepa vsem trem, da ste prišli. Ta naša šolska ura se je zdaj zaključila. Vem, da se boste potem, ko boste ostali iz te klopi, malce pretegnili in videli, kaj pomeni, če bi 5 ur za to klopjo sedeli, ne? Kot v starih časih. Kaj, Žan, bo? In vas bom pa držal tudi za besedo in z veseljem potem enkrat tekom leta malce preveriva, kako se učitelji in učiteljice držijo dobrih napotkov, prav? Zmerjeno. Hvala lepa za obisk v Ljubljani in varno pot nazaj na vaš prelep konec. Hvala. Hvala lepa. Mi pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste ta podcast morda poslušali s slušalkami v ušesih, ko ste kaj počeli. Torej ste morda kolesarili ali pa se sprehodili kje v naravi. Res je, Slovenija je v samem vrhu, ko gre za neke športne dosežke. Prav tako imamo res športni karton, ki nam kaže, da smo zelo gibljiv narod in nam tudi govori, kako smo bili uspešni včasih in kam gremo danes. Res pa je tudi, da šola prihodnosti bo v prihodnosti, v času, ko bomo še več časa pred elektronskimi napravami, še več časa sedeli in bili še manj v stiku z naravo in soljudmi. In prav zato nikoli ne smemo pozabiti na gibanje, kajti gibanje je osnova vsega tega, kar počnemo. Hvala, ker ste bili z nami. Do naslednjič, do naslednje zgodbe v 12. ko govorimo o šoli prihodnosti.